Partner Coffee to Connect v mesecu oktobru, mesecu varčevanja, je Generali Investments, prva družba za upravljanje. Varčujte pri najboljših. Obiščite njihovo spletno stran na www.generali-investments.si. Dobro jutro in pozdravljeni še v tem mesecu naši virtualni kavi. Tokrat bomo govorili o zagovorništvu. Veste, da je to eno od temeljnih poslanstev AmCham Slovenija in kar se nam zdi še zlasti pomembno v teh mesecih, ko je velika zdravstvena kriza, ki napoveduje tudi krizo gospodarsko, da govorimo o temah, ki ne gledajo samo na današnji dan, ampak seveda tudi kaj dan potem. To je nekaj, kar poskušamo v AmChamu s svojo proaktivno komunikacijo in seveda s tem, da dajemo predloge, konkretne, pa vendarle tudi na način, kjer je ustrezen dialog. Ampak še predno se bomo posvetili temu, kaj je tisto, kar bomo predlagali vladi in odločevalcem, pa bi prosila dr. Martina Deklevo iz odvetniške pisarne družbe Kavčič, Bračun in partnerji, da pogledava nekaj temeljnih sprememb, ki so stopile v veljavo prejšnji petek, torej teden dni nazaj, in so v povezavi s 5. protikoronskim paketom. Martin, dobro jutro, dobrodošel in najlepša hvala za izjemen pregled, ki ste ga naredili in ki ga bomo tudi delili z vsemi temi, ki nas spremljate. Kaj so tiste bistvene poudarki, pa bova zdaj šla skupaj čez. Morda za začetek, katere 3 bistvene novosti je prinesel 5. protikoronski paket? Najprej dobro jutro, lepo pozdravljeni. Torej, zadnji protikoronski paket gre za zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19. Je bil sprejet 15. oktobra in začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Že na začetku bi omenil, da bodo sicer nekateri ukrepi veljali tudi za nazaj, torej od 1. septembra oziroma od 1. oktobra. Zdaj, tiste bistvene novosti za delodajalce, ki jih velja posebej izpostaviti in v bistvu izhajajo že iz dosedanjih ukrepov, so 3. Eno je subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, potem začasno čakanje na delo in pa ureditev nadomestila plač zaradi odsotnosti delavcev iz različnih razlogov. Seveda so v tem paketu tudi številni in pomembni poudarki za samozaposlene, pa na področju zdravja, ampak vendarle se bova zdaj usmerili na te, kot rečeno, pa bomo delili tudi povezavo na vse vprašanja in odgovore, za katere ste v vaši družbi menili, da so ključnega pomena in jih je potrebno poznati. Če gremo na začetek, Martin, na subvencioniranje skrajšanega delovnega časa. Kaj so tiste stvari, na katere je potrebno paziti kot delodajalec in seveda tudi kot zaposlen? Torej, ta ukrep je že znan, bil je vpeljan že v mesecu maju s protikoronskim paketom 3, nato se je ta ukrep podaljševal in tudi z zadnjimi intervencijskimi ukrepi je predvideno, da se ta ukrep podaljša. Mogoče na hitro gre torej za možnost odreditve dela s skrajšanim delovnim časom ob hkratni delni napotitvi na začasno čakanje na delo. Gre za delavca, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas. Delodajalec pa mora delavcu zagotavljati delo vsaj za polovični delovni čas. Ta ureditev torej ostaja v bistvenem nespremenjena. Tiste ključne posebnosti so v tem, da zakon zdaj določa možnost, da se ta ukrep lahko podaljša s posebnim sklepom vlade za obdobje 6 mesecev. Najdlje je predvideno, da bo ta ukrep v veljavi do konca junija leta 2021. Tisto, kar bi posebej izpostavil, je, da je že prejšnji protikoronski paket iz meseca julija, PKP4, predpisal, da je treba vlogo za dodelitev subvencije iz naslova tega ukrepa vložiti pri zavodu najkasneje do 10. decembra
letošnjega leta, tako da ta obveznost je še vedno v veljavi. Kakšnih drugih bistvenih sprememb glede dosedanje ureditve pa nov protikoronski paket ni prinesel. Kako pa je glede začasnega čakanja na delo? Predvsem zanima me prag upravičenosti, pa seveda tudi začasno čakanje v vmesnem času. Ja, torej, zdaj tudi v tem primeru gre v bistvu za nadaljevanje že uveljavljenega ukrepa. Zdaj za primere, ko je prišlo do napotitve na začasno čakanje v tem vmesnem času, nov zakon predvideva, da se v takšnem primeru lahko vloži vlogo za povračilo izplačanih nadomestil plače v 8 dneh od uveljavitve PKP5. Torej, PKP5 bo uveljavljen naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, kar pomeni v kratkem. Torej, ta vmesna ureditev se torej nanaša na napotitev v obdobju po 30. septembru in pa v tem celotnem obdobju pred uveljavitvijo PKP5. Sprememba je v dvigu praga upravičenosti, in sicer se po novem zahteva kot pogoj upad prihodkov za več kot 20%. Po PKP4 iz meseca julija je bil ta prag 10%. Zdaj zakon tudi natančneje opredeljuje, kaj so to prihodki, kaj se opredeljuje kot prihodke. To so čisti prihodki od prodaje, nadomestila zavarovanja za starševsko varstvo. Zdaj, seveda natančnejše pogoje si seveda lahko tudi poslušalci, gledalci pogledajo na naših odgovorih na vprašanja, ki smo pripravili v pisarni. Glede odpovedi pogodb po zaposlitvi, Martin, veliko se je o tem razpravljalo, na kakšen način, kdaj, ali lahko ohranjamo to fleksibilnost. So tukaj kakšne spremembe? Ja, tu je bilo v tem obdobju veljavnosti intervencijskih ukrepov kar nekaj vprašanj, ker ta problematika ni bila natančneje naslovljena v zakonodaji. Zdaj zakon bolj natančno opredeljuje, da delodajalec v obdobju prejemanja nadomestila iz naslova tega ukrepa ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, tako da je ta ureditev bolj jasna. Določene omejitve so tudi glede odpovedi večjemu številu delavcev. Glede preostalih vprašanj pa je ureditev ukrepa čakanja na delo v bistvu enaka kot do zdaj, tudi kar se tiče višine nadomestila, na splošno 80%, potem delno povračilo tudi načeloma 80% izplačanega nadomestila plače. Seveda nas vedno zanima, kako je glede nadomestila plač zaradi odsotnosti. Veliko se tudi v medijih govori o tem, da se ne izdajajo karantenske odločbe. Tukaj je stiska tako za delodajalce kot zaposlene. Kaj določa ta zakon oziroma na kakšen način in kako lahko se izognemo težavam povezanim s tem? Tako je, to je eno kar zelo aktualnih vprašanj. Glede na trenutne razmere je najbrž pričakovati, da nič ne pretiravamo, če rečemo, da ne bo delodajalca, ki se ne bi soočil s temi vprašanji na takšen ali drugačen način. Zdaj zakon ureja vprašanje nadomestila plač delavcem nekako v dveh primerih v grobem. Eno je zaradi odrejene karantene, drugo je pa zaradi nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile, zaradi obveznosti varstva otroka. Načeloma velja, da se ta nadomestila potem povrnejo v celoti, se pa seveda ne izplačujejo po interventnem zakonu, če je pač že podlaga na podlagi drugih predpisov. Zdaj, delodajalec potem lahko pod pogoji, ki so tudi natančno določeni v zakonu, uveljavlja to povračilo nadomestila pri Zavodu za zaposlovanje. Zdaj, kar se tiče odrejene karantene, je seveda do nadomestila plače upravičen delavec, ki zaradi tega ukrepa oziroma zaradi odrejene karantene ne more opravljati dela. Tu je treba biti natančen, gre namreč za dva pogoja. Torej, eno je, da je odrejena karantena in drugo je nezmožnost opravljanja dela. Namreč vemo, da se zdaj delo lahko opravlja tudi na domu, če so za to izpolnjeni pogoji.
V zvezi s problemom nevročanja karantenskih odločb, kar ste omenili, drži, da je to urejanje statusa delavcev s tako imenovanimi rizičnimi stiki, tega je žal vedno več, trenutno v veliki meri na delodajalcih, oziroma gre v velikem delu za vprašanje dogovora med delavcem in delodajalcem. Ta problem naj bi se v kratkem uredil in sicer naj bi delodajalci povračilo nadomestila plače uveljavljali s posebnim potrdilom, ki naj bi ga izdala medicina dela. Tu sicer je še nekaj odprtih vprašanj, tako da, kot mi je znano, ta ukrep ni še do konca razdelan. Predvideva se, da bo v kratkem neka rešitev sprejeta. Zdaj, nekako obljublja se, da naj bi ta ukrep veljal tudi za nazaj. Vendar tudi v takšnih primerih primarno velja, tako zdaj in tudi bo veljalo, torej da če lahko delavec dela od doma, potem naj bo seveda delo organizirano na tak način. Torej, poenostavljeno rečeno, če je zdrav delavec v karanteni in delavec lahko dela na domu, torej dobiva normalno plačo po pogodbi o zaposlitvi in seveda to potem izplača delodajalec. Enako velja tudi v primeru, če se na primer delavec dogovori z delodajalcem, da bo na podlagi soglasja preventivno ostal doma. Tudi takšnih primerov bo verjetno vedno več. Tudi smo slišali poziv strani predsednika vlade gospodarstvu, da če je le mogoče, da naj se delo opravlja na daljavo. Verjetno nekaj, kar bomo vsi delodajalci še kako resno vzeli in poskušali s tem zmanjšati riziko. Martin, vprašala bi še, ali so kakšne posebnosti, naj povem, da sva že delila povezavo do vseh podrobnejših odgovorov, res izjemen dokument ste pripravili, zelo natančen, verjamem, da lahko tudi vsi tisti, ki jih zanima kaj več, kontaktirajo neposredno tudi vas. Če imate kakšno vprašanje, vas prosim, da ga tudi zastavite v tem trenutku za Martina. Kar se tiče posebnosti 5. protikoronskega paketa, bi želeli še kaj izpostaviti? Tiste recimo posebnosti, kar mislim, da velja biti še posebej pozoren, je, da se v več primerih skrajšujejo roki, predvsem z vidika obveznosti delavca, pa tudi delodajalca, tako da morajo biti delodajalci pozorni na roke za vlaganje vlog. V veliki večini primerov se ti roki skrajšujejo na 8 dni, tako da naj bodo delodajalci pozorni na to, kdaj bo PKP5 uveljavljen. Na primer, kar se tiče roka, recimo za vložitev vloge za uveljavitev povračil nadomestil pri zavodu. Poleg tega, recimo, kar sva omenila, bi izpostavil še dvoje. Eno je, da bo omogočena odsotnost dela brez potrdila osebnega zdravnika. Torej, v tem primeru niti ni predvideno, da delavec kontaktira osebnega zdravnika. Ta zadržanost dela bo omogočena do 3 zaporedne delovne dni in delavec lahko to možnost izkoristi enkrat v posameznem letu. To nadomestilo potem znaša kot v primeru odsotnosti zaradi bolezni. Druga recimo posebnost je tudi, da se stroški delodajalca v zvezi s testiranjem delavcev na COVID-19, če jih bo napotil delodajalec, ne bodo šteli za boniteto. Martin, najlepša hvala za tale hiter pregled. Kot rečeno, bolj natančen pregled tudi na povezavi in če kdorkoli želi, verjamem, da se lahko obrne tudi na vas in na vašo pisarno, da boste z veseljem tudi pomagali, kajti kar nekaj nejasnosti je. Čakamo tudi še na 6. protikoronski paket. Skratka, veliko se spreminja v zadnjem času in verjamem, da je tudi na trgu veliko vprašanj. Tako da hvala lepa, Martin, za ta pregled. Z veseljem, hvala vam za povabilo. Srečno, pa ostanite zdravi. Seveda pa zdaj, kot smo napovedali, tudi zagovorništvo, ki veste, da je eden od temeljev našega dela pri MČM Slovenija in tukaj moje velike zahvale tudi članici sveta guvernerjev in pa sopredsedujoči komisiji za spodbujanje investicij, Neni Nevenki Črešnar-Pergar. Nena, dobro jutro. Zelo si bila v zadnjem času
prisotna, vpletena in seveda pomagala proaktivno pri vsem našem delu, kar se tiče zagovorništva. Zato morda za začetek velikokrat se pogovarjava, zakaj je zdaj ključnega pomena, da gospodarstvo s proaktivnimi predlogi in seveda tudi dialogom, kulturnim dialogom stopi nekako tudi odločevalcem, k vladi in poskušamo ustvarjati boljše okolje. Ajša, dobro jutro tudi vsem, ki nas spremljate to jutro. Vesela sem, da smo spet skupaj, čeprav samo virtualno. Zakaj je pomembno? Mislim, najprej se mi zdi, da nismo v lahkih trenutkih in da so to trenutki, ko bi morali vsi stopiti skupaj in si pomagati med sabo. Zelo težko razumem vsa ta razdvajanja in napade. Mislim, da bi morali pozabiti zdaj na politične, ne vem kakšne barve, kogarkoli, ampak sodelovati in skupaj reševati situacijo, v kateri smo. Ne sme nam biti vseeno za zdravje naših državljanov, za vsakega posameznika, ampak to lahko premagamo samo z sodelovanjem in dobrimi vzgledi. Mislim, da smo v MČM-u to pripravljenost sodelovanja pokazali od vsega začetka, od prvega, drugega protikoronskega paketa dalje, ko smo se aktivno vključili v pripravo s svojimi predlogi, tudi kar nekaj naših predlogov je bilo upoštevanih, veliko naših članov se je vključilo v pripravo gradiv in predlogov. In to se mi zdi tudi sploh pravi način, da sodelujemo. Seveda, družbena odgovornost je potrebna, zato res še enkrat hvala, Nina, da si sprejela tudi to odgovornost. Si pa tudi članica vladnega strateškega sveta za debirokratizacijo na področju gospodarstva. In v tem tednu smo imeli kar nekaj dejavnosti, srečali smo se člani komisij z gospodom Simičem, ki je predsedujoči strateškemu svetu, gostili smo ministra za delo, družino in socialne zadeve. Skratka, ta odprt dialog nam še kako veliko pomeni. Morda, kar se tiče samega strateškega sveta, zdi se mi, da imamo tukaj upanje, da so konkretni predlogi na mizi in seveda upamo, da bodo tudi sprejeti. Morda nekaj besed o tem. No, vsi člani MČM-a oziroma še posebej tisti, ki aktivno delujemo v različnih delovnih skupinah oziroma komisijah pri MČM-u, vemo, da smo se v preteklih letih pogosto trudili predstaviti posameznim vladam predloge za izboljšanje poslovnega in življenjskega okolja, ki bi nam omogočil in hitrejše postopke, bolj prijazno delovno okolje, večjo odprtost in zanimivost tudi za investitorje, tako domače kot tuje. Često smo naslavljali na razna ministrstva in na vlado samo naše pobude. Ko se je vlada zamenjala, smo ponovili tako rekoč enake pobude, ker ni bilo interesa, da bi se nekatere stvari spreminjale. Tokrat, po dolgem času, mislim, da je nazadnje interes za spremembo, za debirokratizacijo, za zmanjšanje birokratskih ovir, za boljše poslovno okolje imel predsednik vlade Janez Drnovšek, ampak to je že 20 let nazaj. Nekaj se je dogajalo tudi v času prve vlade Janeza Janše, ko je vodil Ministrstvo za javno upravo Gregor Virant. No, zdaj pa končno se mi zdi, da imamo vlado in koalicijo, ki se je v koalicijski pogodbi zavezala, da želi izboljšati poslovno in življenjsko okolje in imenovala strateški svet za debirokratizacijo, ki ga vodi Ivan Simič. Ta strateški svet je oblikoval tudi 3 delovne skupine na tistih področjih, ki so za vse nas tudi najbolj zanimiva. Davčno, veste, da vsak od nas, še posebej pa investitorji, se pogosto pritožujejo, komplicirani postopki, previsoki davki, mnogo pripomb na davčno okolje. Drugo področje je nasplošno gospodarstvo, druga delovna skupina in tretje je seveda okolje, ki je prav tako za investitorje, pa tudi za vsakega državljana, vsak se sreča slej kot prej ali za izdajo gradbenega dovoljenja, s kakršnimkoli posegom v prostor, ko smo soočeni z zelo dolgotrajnimi postopki.
Te 3 delovne skupine, v eni sodelujemo tudi mi, se pravi MČEM, oziroma jaz sem članica delovne skupine za gospodarstvo, smo pripravili predloge, ki jih je vlada že obravnavala, tudi potrdila. Veliko naših predlogov je bilo upoštevanih, tako na davčnem področju, recimo socialna kapica, mi si že dolgo prizadevamo v MČEM-u, že čestokrat smo vladi predlagali uvedbo socialne kapice. Res je, da je tokrat socialna kapica postavljena še precej, rečemo visoko, 6.000 evrov, ampak je začetek, nekje začenjamo. In na davčnem področju se predvideva, posebej se mi zdi zelo veliko poenostavitev pri poročanju, pri izpolnjevanju različnih obrazcev. Skratka, prepričana sem, ne bom rekla, da gre za reformo, ampak mogoče pa celo je neke vrste mini reforma na področju davkov. Tudi na področju gospodarstva, kar precej sprememb, še posebej pri delovanju recimo različnih agencij. Mi smo na delovanje agencij v preteklosti že opozarjali, dolgotrajni postopki, komplicirani, prelaganje, neprestane zahteve za dopolnjevanja gradiv. Upamo, da bojo za ukrepi, ki jih zdaj predlaga strateški svet, te ovire odpravljene. In seveda nazadnje področje posegov v prostor, tukaj se predvideva še posebej veliko sprememb, od katerih bomo vsi, po moji oceni, lahko zelo veliko pridobili. Nina, tudi predseduješ investicijski komisiji, morda prav okolje je eno od področij in tematik, kjer imamo težave glede tega, in tudi na to ste opozarjali. Morda še čisto na kratko, kar se tiče investicijske komisije, naj povem, da se pravzaprav v resnici dotika prav vsakega, saj ste oziroma smo tudi v okviru te komisije za spodbujanje investicij dosegli, da so se pravzaprav izenačili tuji in domači investitorji, torej prevedli smo foreign direct investment raje v foreign and domestic. To je bil en uspeh pri različnem pogledu na to, morda nekaj besed o komisiji. Komisija, kot si pravilno ugotovila, Ajša, seveda Komisija za spodbujanje investicij se po moje zelo močno prepleta z dejavnostmi vseh ostalih komisij. Za prihodnost dela, za intelektualno lastnino, za finance. In z vsemi temi komisijami mi tudi veliko sodelujemo. Tako da vsega dela, ki ga mi opravimo, ne moremo pripisati samo sebi, ampak ga veliko opravijo tudi druge komisije z enim ciljem, da bi bilo naše poslovno okolje bolj prijazno za nas in za tiste, ki bi eventualno bili pripravljeni investirati v Sloveniji. Mislim, da smo zdaj v enem zelo težkem obdobju, ko bodo nove investicije še kako pomembne. Seveda ne samo domače, ampak tudi tuje, ampak kot rečeno, smo to izenačili in eni in drugi so zelo pomembni. In mislim, da se strateški svet loteva pravih tem, ki nam bojo omogočile, da bomo bolj prijazni za investitorje. Od davčnih, delovnopravnih, okoljskih področij, če temu dodamo še, Vida se bo verjetno strinjala, intelektualno lastnino, bo veliko narejenega za to, da bo naše poslovno okolje bolj prijazno in zanimivo za investitorje. Nina, naj rečem samo res velika hvala za to, da si tako aktivna, proaktivna, predvsem pa za to kulturo dialoga in vse tvoje delo. Hvala ti. Še vedno računamo nate, tako da tole ni konec, je šele začetek, veliko sprememb je še potrebno storiti. Zdaj pa bom prosila tudi kolegici Vido in Brino, ki sta koordinatorki različnih komisij, da se morda sprehodimo pa po teh ukrepih zelo na hitro, seveda, ki jih predlagamo. V naslednjem tednu bomo tudi našim članom pa odločevalcem poslali priporočila, ki so kumulativno delo vseh komisij, 8 komisij imamo trenutno, člani so definirali izzive, ki jih imajo, več kot 280 strokovnjakov sodeluje
v pripravi tega iz terena. Skratka, ne gre za teorijo, gre za res izzive iz prakse. Vida, Nena je že omenila socialno kapico, vem, da že leta finančna komisija dela na tem, pa bi te morda prosila, če najprej poveš, katere so tiste stvari, ki jih poudarja finančna komisija, poleg socialne razvojne kapice. Samo še unmute. Ja, evo, gledam. Najlepša hvala, Ajša, in v bistvu zahvalen Neni, ker si tako lepo povzela ves smisel našega zagovorništva, in če jaz samo nadaljujem v tej taki pozitivni in optimistični smeri, zdaj v 4 komisijah, ki jih jaz koordiniram, to je Finančna komisija za zdravstvo in kakovost bivanja, Komisija za intelektualno lastnino in pripravljanje na prihodnost, ali Ready for the Future, smo se v bistvu v marcu, aprilu in maju, ali pa mogoče samo 2 meseca ukvarjali bolj s to protikoronsko, paketi protikoronske zakonodaje, se pravi, čim prejšnja pomoč gospodarstvu, da deluje naprej. Moram pa reči, da že po tem proti poletju smo pa spet začeli delati na teh temah, ki so ključne tudi za mal pogled vnaprej in za prihodnost, za razvoj Slovenije, za tem, da ostanemo na tem, da smo čim bolj konkurenčni, da varujemo lastno znanje, da varujemo lasten razvoj, tako da v bistvu, ne vem, Ajša, a želiš, da grem kar po vrsti, ali si imela še kakšno vprašanje? Jaz lahko rečem samo to, da vsem tem temam, ki jih moje 4 komisije obravnavajo, smo dodali še 1 ali 2, ki se bolj navezujejo na letošnjo situacijo, ki je malo bolj kritična, malo bolj drugačna in neka nova realnost. Se bova, Vida, če se strinjaš, kar sprehodili čez posamezne komisije in njihove predloge, seveda na kratko, vsem bomo tudi poslali in objavili javno predloge, ki smo jih zastavili oziroma ki so jih skupaj strokovnjaki vseh teh komisij zastavili. Pa če začneva s finančno komisijo, kar nekaj stvari ostaja že kar nekaj let. Veliko upanje imamo, da se bo to kaj spremenilo, tudi ko smo poslušali gospoda Simiča, je šlo v smer, ki si jo želimo, tako da če našteješ te ključne elemente, ki jih predlaga finančna komisija. Zdaj seveda ostaja, kot je že Nena prej omenila, ta nesrečna ali srečna razvojna kapica, ki bo pač tudi poskušala ne samo ohraniti, ampak privabiti tudi k nam talente oziroma profile, ki so bolje plačani. To so inženirski profili, to ne pomeni menedžerski zneski nad 10.000 evrov mesečno neto, ampak so to inženirski poklici, ki so ključni za to, da je Slovenija konkurenčna, da je naše gospodarstvo konkurenčno. Potem je razširitev dohodninskih razredov. Eno od teh razširitev se je že zgodila dobro leto nazaj, ampak če mi želimo ostati s plačami konkurenčni in spet pritegniti kadre in v bistvu, če tako preprosto povem, da nam bo malo več ostalo od tega bruto dohodka, potem moramo dohodninske razrede še dodatno razširiti. Potem seveda ohranitev olajšave za raziskave in razvoj, sem tudi že prej povedala, ena od ključnih. Nismo velika država, da ne bom rekla, da smo majhni, ampak smo ravno prave velikosti, kot Ajša že nekaj let poudarja. In mi smo lahko najboljši v nišnih industrijah in kar se tiče razvoja. Tudi, ko se primerjamo z drugimi državami, smo, kar se tiče majhnih podjetij, ki delujejo na vseh teh področjih novih tehnologij, od blockchaina ali pa česarkoli, smo eno vodilnih v Evropi, če ne bom rekla kar na svetu, ampak v Evropi pa sigurno. Tako da potem pa seveda demografija in razvoj drugega pokojninskega stebra tudi zelo pomembna tema in s tem v povezavi seveda ena od novih tematik ponovno aktualno demografski sklad. Pazljivo ga spremljamo, komentiramo in seveda čakamo, kaj se bo na tem področju zgodilo in upamo na to, da bo nekaj naših predlogov tudi upoštevanih. Vida, prav na temo dolgotrajne oskrbe in demografskega sklada, kar vedno znova opozarjate in kjer res upam, da odgovorni to slišijo, je korporativno upravljanje, transparentnost, pa seveda tudi zelo jasna merila, kaj pomeni uspeh. Kajti, če se bomo še tako pretvarjali, da se bo zgodil čudež čudeža, v tem pogledu ne bo.
Treba je dati realne številke na mizo in realne številke kažejo, da zadeva ni vzdržna. Zato je potrebno verjetno poiskati nove rešitve in vem, da tukaj zelo aktivno delate na tem, vas samo še vzpodbujam, da ohranjamo ta dialog in da poskušamo zelo konkretnimi predlogi tudi se dogovarjati z odločevalci. Če gremo na Komisijo za zdravstvo in kakovost bivanja bolj kot kdajkoli, naj povem, da ko smo začeli s to komisijo, nas je marsikdo pravzaprav vprašal, zakaj se poslovno združenje ukvarja z zdravstvom. Najprej smo morali dokazovati, zakaj sploh, in meni se je zdelo to popolnoma nerazumno, enako tudi vsem kolegom v komisiji, glede na to, da so tisti, ki delajo v gospodarski panogi in da je zdravstvo res lahko nekaj, kar bo dobro za Slovenijo, kajti nenazadnje imamo odlične strokovnjake. Zato morda tukaj, če nam na kratko predstaviš, kaj so ključne teme, in vesela sem, da vendarle po vseh teh letih trdega dela, predvsem pa poudarjanja, da si želimo javno zdravstvo, ne pa državnega, in da si želimo, da je izvedba, učinkovitost, dostopnost najboljša za bolnika, za pacienta in seveda, da se postavi ljudi v središče. Kaj so tiste stvari, ki bodo pomagali k temu? Zdaj, zdravstvo je v tem času seveda absolutno v najbolj kritični situaciji, ostaja pa tako, kot smo že nekaj let, se pravi organizacija zdravstvenega sistema, financiranje zdravstvenega sistema in pa seveda tudi prenova zdravstvene infrastrukture, za katero menimo, da bi bilo odlično, da se tukaj vpelje noter javno-zasebno partnerstvo. Tako da v tej smeri bomo še več zdaj delali. Zdaj pa v letošnjem času se je bolj kot v preteklosti pokazalo to, da mora biti zdravnik dostopen tudi nadaljavo, se pravi telemedicina. Absolutno personalizirana medicina in pa seveda spričo letošnje situacije in verjetno bo trajala še do pomladi, tudi kako mora biti zdravstvo odporno na takšne kritične situacije. Absolutno pandemij, epidemij, svetovnih razsežnosti ne moremo predvideti in tudi to, da bi bil zdravstveni sistem na 100% pripravljen na take situacije, je iluzorno pričakovati, ampak vseeno pa tam, kjer je pomanjkanje, se pravi, zdaj se kaže pomanjkanje kadra, narediti nekaj v tej smeri, mogoče tudi malo olajšati neke predpise, tudi ki zadevajo mogoče medicinske sestre, jim dati mogoče malo večji obseg, da lahko delujejo na malo več področjih. Vse to so stvari, ki jih bomo mi naslavljali, zdaj seveda pa ostaja tisti zdravstveni sistem še vedno, ki ga menedžerirajo ljudje, ki so za to usposobljeni, ker od zdravnika pač ne moremo pričakovati, da bo na eni strani odličen možganski kirurg, na drugi strani odličen menedžer. Tako da se te stvari razmejijo, absolutno pa želimo seveda svojimi tudi podprti določene projekte, ki se bodo pokazali kot dobra praksa v zdravstvu. In o tem bo pa mogoče več Brina, ker se to navezuje na partnerstvo, povedala kaj več o tem. Komisija za intelektualno lastnino, obe z njeno sta že omenili, pomembno delo, ki ga nekako zelo težko spravimo na prve strani naslovnic, bom rekla. Vem, da Vida, ti vedno znova rada poveš, da smo edino združenje, ki se ukvarja specifično s tem. Verjamem, da je potrebno sodelovati z vsem in da bomo tudi ta tvoja strast do tega znanje prenesti na vse, ampak to ni samo tvoja strast in pogled na to, ampak zavedanje, da prav intelektualna lastnina, njeno varovanje in pravi pristopi lahko Sloveniji pripeljajo še več nišnih področij in zmag v svetovnem obsegu. Morda, če lahko poveš, kaj so ključne stvari, ki jih obravnavate tam. Pri Komisiji za intelektualno lastnino smo rekli, glede na to, da je letos ta situacija, kakršna je, so se vsa svetovna gospodarstva začela malo bolj ozirati sama vase, pa se zelo začeti nanašati tudi na svoje dobaviteljske verige, na svoja znanja. In smo rekli, to je še večja priložnost za to, da poudarimo, kako pomembno je, da ohranjamo tukaj znanje, da ga znamo ustrezno zaščititi, se pravi zaščita znanja, zaščita intelektualne lastnine. In seveda spričo tega, da se je kar nekaj Slovencev, ki živijo po svetu, odločili, da pridejo nazaj v Slovenijo, in to so v glavnem raziskovalci, da jih poskušamo tukaj ohraniti, da jim damo eno tako okolje, ki spoštuje pomen znanja. In kot je Nena prej omenila,
kako pomembno je, da v tem trenutku in tudi v vseh nadaljnjih, sploh v nadaljnjih letih bomo znali pritegniti tuje investitorje. Tuji investitorji pri nas ne kupujejo verjetno 2000 delavcev in pač stavb, ampak kupujejo znanje. Tako da zato ga moramo znati ustrezno zaščititi in to je ena od prioritet Komisije za intelektualno lastnino in jaz sem vedno tako ponosna in vem, da Ajši gre kar na smeh. Krasno si ponosna. Edini smo, ki imamo to komisijo in absolutno tudi ozaveščamo, kako je pomembno že tak banalen primer, da kar ne downloadaš filmov, ne? Ampak da plačuješ naročnine na določene stvari, ker tukaj vzadaj za temi filmi so skriti pač nekdo avtorske pravice, nekdo, ki je ta film izdelal, tle je veliko znanja vzadaj, tako da že na take stvari opozarjamo, sicer ne toliko v tem času, ampak v nekem bolj mirnem času, pa absolutno ja. Pa seveda ena od stvari so tudi izumi iz delovnega razmerja, tukaj bomo tudi pozvali še naše člane, kar nekaj podjetij, ki imajo na tem področju težave, tako da absolutno še delamo v tej smeri. In seveda še komisija za pripravljanje na prihodnost, ta je verjetno zdaj še zlasti pod udarom, kajti vidimo, da prihodnost se dogaja že včeraj. Kaj so pa tukaj usmeritve? Ja, ta komisija je pa kar nekako iz združbe zanesenjakov, ki so bili navdušenci nad novimi poslovnimi modeli in novimi tehnologijami, je postala letos kar bestseller, zato ker v bistvu obravnava kibernetsko varnost, pa da zdaj ne bom predolga, ker vidim, da je že 5 minut čez 10:30, ne samo kibernetska varnost, kibernetska odpornost, o tem bomo letos in naslednje leto govorili. In tukaj se že lahko, hvala ti Vida za tole, navežem tudi na Brino. Brina, ta varnost je pri delu nadaljavo, ki je zdaj dejansko postalo realnost, še kako pomembna, to smo že poudarili. Morda, če poveš, kaj so ključni elementi Komisije za prihodnost dela in izobraževanja, kaj so stvari, ki jih delate in še zlasti tudi pohvale in poklon za zelo konkretne projekte pomoči tako učiteljem, kot tudi vsem tistim zaposlovalcem, ki organizirajo delo nadaljavo. Ja, Ajša, hvala za pohvale in za vprašanje. Naša Komisija za prihodnost dela in izobraževanja je res zadnje čase zelo aktivna. Pa če se najprej mogoče navežem na delo nadaljavo, v bistvu smo pripravili spletno stran www.delonadaljavo.si, kjer predstavljamo dobre prakse podjetij, ki so vključene v našo poslovno skupnost, kako oni dejansko v praksi delajo nadaljavo, kaj so njihove dobre prakse, kaj so težave, na katere so naleteli. In jaz mislim, da je to res ena dobra vstopna točka za vse, ki organizirajo delo nadaljavo, da dobijo zelo dobre nasvete. Jo bomo pa seveda še dopolnjevali in nadgrajevali, tako da se veselim, kaj bomo tle še dobili. Druga stvar, ki jo tudi podpira naša komisija, je projekt Učitelj sem, učiteljica sem, kjer smo pa zdaj v bistvu ravno v pravem času izdali tudi priročnik za poučevanje nadaljavo, ki smo ga tudi delili z učitelji in učiteljicami in upamo, da jim bo prišel prav v teh časih, v katerih smo zdaj. Sicer pa komisija, kar je pa mogoče tako še tretja usmeritev, se pa zelo ukvarjamo tudi z zaposlenimi oziroma kako se podjetja ukvarjajo z zaposlenimi. Od medgeneracijskega sodelovanja do učenja novih kompetenc. Skratka, zelo smo aktivni in se tudi odzivamo na vse predloge zakonodaje, zato ker pač si prizadevamo, da tudi mi prispevamo svoje k izboljšanju poslovnega okolja v Sloveniji. Trajnostna rast je nekaj, kar morda, če ne bi bilo situacije, v kateri smo, bi bila definitivno najbolj uporabljena beseda. Kako znamo narediti, kaj lahko naredimo, da to ne bo le buzzword, ampak da dejansko začnemo po teh principih tudi živeti? Kaj so stvari, s katerimi se ukvarjate v okviru te komisije? Ja, trajnostna rast oziroma trajnostni razvoj je res ena velika priložnost za rast in inovacije in pa tudi za nove poslovne modele. Pa tudi prepričani smo, da je trajnostno ravnanje tisto, ki bo v prihodnosti pač edina možna pot. In naša komisija ima v bistvu 4 glavna področja delovanja, to pa so green financiranje,
ukvarjamo se s pametnimi mesti in s trajnostno mobilnostjo, s krožnim gospodarstvom in pa seveda tudi z predlogi zakonodajalcem, zato ker mislimo, da dejansko se na zakonodajni plati mora še veliko spremeniti, da bo trajnost in krožno gospodarstvo res lahko zaživelo tudi v praksi. Tako da upamo, da bomo tle tudi lahko pokazali dejansko praktične primere, kako se lahko stvari premaknejo z minimalnimi spremembami zakonodaje. Seveda na koncu, ampak last but not least bi rekla, je seveda tudi Komisija za korporativno etiko in transparentnost. Naš novo izvoljeni predsednik, gospod Blaž Brodnjak, pogosto poudarja meritokracijo, pomen transparentnosti. To je nekaj, kar v teh kriznih časih znamo hitro dati pod preprogo in pozabiti, ampak če tega ni, verjetno vse to, o čemer smo govorili, pravzaprav sploh ni možno. Če nas še tukaj malce razsvetliš, kaj je tisto, kar delate? Ja, tle se pa v bistvu komisija zavzema predvsem za to, da bi transparentnost, skladnost in pa vrednote in korporativno upravljanje postali pač nek standard v podjetjih in v družbi. V bistvu smo lahko presenečeni, kako dejansko ljudje se ne zavedajo, kaj to transparentnost, skladnost poslovanja sploh je. In zato si mi v komisiji prizadevamo predvsem za osveščanje in ozaveščanje ljudi, kako je to pomembno. Lahko povem, da smo se povezali že s kar nekaj fakultetami tudi v Sloveniji in bodo člani naše komisije za študente pripravili neko predavanje, kjer bomo začeli dejansko tudi mlade ozaveščati, kako je to pomembno, da bojo vedeli, ko vstopajo pač v poslovno sfero, kako se morajo obnašati in kako morajo delovati. In res mislimo, da pač korporativno upravljanje je v trenutnih razmerah ena ključnih sestavin poslovanj vseh podjetij in države. Brina, hvala tudi za ta komentar in pogled. Že Vida je omenila partnerstvo za spremembe. To je nekaj, na kar smo seveda še zlasti ponosni. Nastala je kot neka zanesenjaška ideja izmenjave zaposlenih med javno upravo in gospodarstvom, preraslo v pravo gibanje za sodelovanje na dveh področjih, kjer morda na prvi pogled sploh stereotipno nimamo veliko skupnega. Jaz mislim, da partnerstvo za spremembe je dokaz, da znamo sodelovati. Tudi ne nazadnje, že 4. minister za javno upravo se je zamenjal, pa mi še vedno ostajamo zraven, tako da se mi zdi, da smo postavili nek standard. Ne bova še verjetno razkrili tiste prakse, ki so se prijavile letos. Naj pa povem, da sem še zlasti vesela, za katere prakse gre, potrditi jih mora še komisija, seveda, ampak tukaj tudi prihaja do premikov. Kaj so tiste stvari, Brina, za katere bi ti rekla, da jih partnerstvo za spremembe naredi? Kaj so tiste stvari, na kar si ti ponosna kot vodja tega projekta? Jaz mislim, da najbolj smo ponosni na to, da je partnerstvo za spremembe v vseh teh 7 letih, kolikor že obstaja, dejansko postalo nacionalna platforma sodelovanja in da tega ne prepoznavamo samo mi in Ministrstvo za javno upravo, ampak dejansko celotna družba. Ker glede na odzive, ki jih dobivamo in glede na projekte, ki se prijavljajo na naš razpis, nam je res lahko to potrditev, da delamo dobro in da gremo v pravi smeri. Ena velika pozitivna stvar tega projekta so po mojem mnenju tudi izmenjave zaposlenih med gospodarstvom in javno upravo, ker tukaj je pa dejansko ta praktični vidik, kjer se ljudje spoznavajo, kjer se neki stereotipi razbijajo in kjer v bistvu vidimo, da nekako imamo vsi enak cilj, to pa je pač boljše poslovno in življenjsko okolje v Sloveniji in jaz mislim, da tle tudi po prijavah, ki jih dobivamo, po interesu, ki je ne samo recimo iz ministrstva, ampak dejansko iz vseh javnih teles, mislim, da smo na pravi poti. Ob tem bi si res želela zahvaliti tudi vama, Vida, Brina, pa celotni ekipi MČM-a. Jaz sem vedno znova, priznam, kar čustvena in navdahnjena, kaj vse zmore narediti 8 ljudi, če je seveda pripravljenost in strastnost in odprtost tam, ampak če bi rekla samo 8 ljudi, bi se precej zmotila, kajti naša poslovna skupnost šteje že več kot 400 korporativnih članov, imamo v Dremi tudi 5000 ljudi, od tega je kar 1800 mladih, naša energija in seveda zagon.
Tako da v bistvu, kar lahko rečem, je samo to, da se vam res prav vsem najlepše zahvaljujem. Zahvaljujem se tudi patron članom za podporo, pa seveda tudi partnerju tega meseca, General Investment. Kar si želim in kar upam, da bomo znali, je predvsem to, da bomo še naprej ohranjali optimizem in iskali priložnosti. Brina bo z nami delila še vse tiste patrone, ki so najbolj zaslužni, da nas podpirajo, in seveda vas bom povabila k temu, da ste proaktivni, sploh naši člani, imate svoj glas, lahko ste tisti, ki doprinesete. In družbena odgovornost ni samo to, da lahko dobro delaš v podjetju, seveda je to izjemno pomembno in zelo smo vam hvaležni tudi za to, ampak tudi to, da znaš prispevati družbi. Ob tem res še enkrat najlepša hvala vsem članom, hvala Nena, Brina, Vida in seveda najlepša hvala tudi vsem vam, ki ste nam sledili. Če pa imate kakršnekoli predloge ali želje, AmCham, izvršna ekipa je vedno tukaj za vas. Hvala lepa in imejte kljub temu, kakšne so razmere, lep petek, odprto srce in pa seveda željo, da pomagate družbi. Hvala vam lepa.